Živijo, sem Edina in sem študentka fakultete za upravo. Živijo, sem Grega, študent fakultete za upravo. Živijo, moje ime je Matej. Sem Domen. Živijo, sem študentka fakultete za upravo Zala. Fakulteta za upravo nam daje neko široko znanje, s katerim se lahko skosamo na trgu delovne sile. Imam občutek, da nisem le ena številka, temveč da imajo profesorji nek individualen pristop do nas. Od vratarjev do profesorjev, vodstva šole, samih študentov, v bistvu so čisto vsi pripravljeni pomagati. Prednost fakultete za upravo je ravno njena majhnost, druga prednost pa je širina področji, ki se jih študentje naučite na fakulteti. Dobili boste ogromno priložnosti, razni projekti. Ogromno je nekih mednarodnih izmenjav, povezovanje študentov s prakso. Urnik na fakulteti omogoča, da se poleg študija študent bavi tudi s kakšno drugo dejavnostjo. Socialno življenje na fakulteti za upravi, v bistvu mislim, da je to nekaj najbolj čarobnega na faksu. Namreč deli se na dve smeri. Tista, ta uradna veja, katera omogoča seminarje, raziskovanja, tutorstva in vse ostalo, ter tista, ta zabavna veja, katera omogoča potovanja, zabave s študenti in veliko organiziranih dogodkov v sklopu fakultete. Študentska organizacija fakultete za upravo organizira dogodke, na katerih se lahko vsakdo nekaj najde. Imamo od športnih do kulturnih prireditev. Tudi sama sem vključena v to organizacijo. Super, smo zelo povezani, veliko pogovorov, veliko smeha. Tako da se lahko povežete in s študenti našega faksa, z drugimi faksi. Vsem bodočim študentom, torej vam svetujem, da uživate maksimalno študentsko življenje. Sicer osebno menim, da je na prvem mestu študijski uspeh, ampak fakulteta za upravo vam ponuja druge dejavnosti, na katerih lahko osebnostno zrastete in pridobite kompetence za naprej. Svetujem vam, da pred vsak izziv, ki ste postavljeni, se ga ne ustrašite in ga sprejmete z veliko nasmeha in pozitive. Izkoristite možnosti mednarodne izmenjave, kot je denimo na Kitajsko, Norveško, Islandijo, kjer sem bil tudi sam. Sem bil v Lizboni, sem bil v Kanadi na izmenjavi. Z vidika zabave vam priporočam, da se čim bolj družite, zabavate, ker to je nekaj nepozabnega. Dobrodošli na fakulteti za upravo. Se vidimo oktobra. En lep dober dan vsem skupaj. Jaz sem Polona Stare iz službe za odnose z javnostmi in vas pozdravljam na informativnem dnevu fakultete za upravo. Zelo nas veseli, da razmišljate o študiju na naši fakulteti in da ste se nam danes pridružili. Upamo, da vam bomo podali vse potrebne informacije, ki vas bodo prepričale, da se odločite za študij pri nas. Najprej vam bomo predstavili fakulteto in vse 3 študijske programe prve stopnje, pa potek študija, vpisni postopek in nenazadnje tudi izkušnje naših študentov. V zaključnem delu pa vas bomo povabili v breakout sobe po posameznih študijskih programih. Predvsem pa bi že zdaj vas povabili, da ko bo čas za vprašanja, da nam jih zastavite, da nas čim več vprašate, ker z veseljem vam bomo podali vse informacije, ki vas zanimajo, in odgovorili na vaše vprašanja. V chat vam bomo objavili tudi 2 linka. Prvi link bo link do virtualnega sprehoda po fakulteti, drugi link pa bo link do vprašalnika, za izpolnitvijo katerega si boste lahko prislužili fakultetno pozornost oziroma uporabno darilce. Pa toliko za uvod in sedaj besedo kar predajam dekanu fakultete za upravo, profesorju dr. Mirku Pečariču. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane dijakinje in dijaki, lep pozdrav tudi z moje strani. Naša fakulteta je tesno povezana s pojmom upravljanja, zato predvidevam, da ste se tudi že vi spraševali, kaj pravzaprav pomeni ta beseda. Gre preprosto za uporabo primernih sredstev in načinov za doseganje želenih ciljev. Danes gre za znanost kontrole, regulacije in usmerjanja, ki zagotavlja doseganje ciljev tako javnih kot zasebnih organizacij. Gre za eno izmed najpomembnejših družbenih nalog, ki zagotavlja pravno in socialno državo, pa na drugi strani tudi svobodo podjetniškega ustvarjanja. Izvor same besede pove, da gre za spretnost krmarjenja ladje, ki jo je grški krmar takrat prek raznih nevarnosti varno pripeljal v pristan. Upravljanje torej pomeni neko povezovanje in prilagajanje delovnih nalog, institucionalnih elementov in kadrov ali človeških virov na način, da ustvarjajo čim večjo vrednost za stranke, pa naj si bojo to, kot v našem primeru, študentje ali pa nasplošno državljani.
In takšna razlaga že torej nakazuje, da človek živi v družbi različnih institucij, od družine naprej pa vse do današnjega dne, ko se spet pogovarjamo o fakulteti kot neki svojevrstni instituciji. Če gremo naprej, Polona, prosim. Kot vidite na prosojnici, se fakulteta nekako ponaša s številnimi akreditacijami, je članica Univerze v Ljubljani, ki sodi v prvo petino najboljših univerz na svetu, po področju javne uprave, celo više kot sama Univerza v Ljubljani. Imamo številne akreditacije, kot jih bomo videli na naslednji prosojnici, ki so bile nekako pripoznane tako na domači kot na mednarodni ravni. Sama beseda akreditacija pa pomeni pravzaprav neko potrdilo, da neka institucija ustreza zahtevam kakovosti, v našem primeru kakovosti v visokem šolstvu. In z izkazovanjem te kakovosti akreditacija daje tudi pooblastilo, da lahko izvajamo vse študijske programe in da so ti tudi na koncu javno veljavni, kar je seveda na koncu rezultat vašega dela v obliki diplome, ki je torej javna veljavna listina. Podobno kot gre približno za vaš vozniški izpit, ki ga potrebujete za samo vožnjo avtomobila. In poleg samih akreditacij, ki govorijo o kakovosti naših študijskih programov, imamo tudi številna druga potrdila, ki kažejo, da nekako skrbimo za študente tudi na drugih področjih, od športa, invalidov in drugih dejavnosti, ki so nekako obštudijsko, pa vendar tesno povezane z našimi programi. Smo tudi edina fakulteta na tem področju Evrope, ki imamo mednarodno akreditacijo z področja javne uprave, kar pomeni torej najvišje priznanje kakovosti naših študijskih programov. Kar se tiče pogojev za študij, lahko rečemo na splošno, da so zelo dobri. Fakulteta sama po sebi kot objekt je mlajšega datuma, vsi prostori so tehnološko zelo odlično opremljeni, vsi omogočajo nove možnosti pridobivanja znanja, raziskovanja, učenja, tako da, kar se tega tiče, ni nobenih težav. Potrebna je le vaša volja in pripravljenost za uspeh. No, pa smo že pri prvem kvizu, torej poskušamo majčkeno popestriti naša tale predstavljanja samo študijskih programov, zato bi vas torej kot prvo vprašanje vprašal, kje se nahaja fakulteta za upravo. A je to za Bežigradom v Ljubljani, a je to v Rožni dolini v Ljubljani, ali gre za center Ljubljane ali pa za Šiško v Ljubljani. Medtem ko poteka glasovanje, lahko povem kot zanimivost, da beseda oziroma ime Bežigrad spominja na Turke. Ljudska govorica namreč pravi, da je ime dobil ta del Ljubljane po poveljniku turške čete, ki je bil Ibeg. Ime je torej pomenilo neko kočo, kjer je stanoval beg, ko so Turki taborili v gromozni jami. Bežigrad je bil torej Beži ali Begov grad in iz tega naj bi nastala sama beseda Bežigrad. Zdaj pa, kar se tiče samega glasovanja, jaz priznam, da ga ne vidim. Mogoče kakšna pomoč, tehnična. Večina študentov je odgovorila za Bežigradom, torej pravilno. A res? No, očitno računalnik mene nekako je spustil iz tega, super, če ste odgovorili vsi za Bežigradom, odlično, to je res, tam se nahajamo in kdorkoli bo torej prišel v Bežigrad, če izhajamo iz same besede beg, torej pomeni staro turško šef, ali pa bolj sodobno turško bej, torej vsi boste gospodje in gospe. Pa, torej, če gremo kar naprej po naših vsebinah, torej, zakaj študirati pri nas? Odlika naše kvalitete, ki je bila prepoznana, tako kot sem rekel, na mednarodni ravni, je predvsem interdisciplinarnost. To pomeni povezovanje številnih različnih študijskih vsebin z področja informatike, prava, ekonomije, javnih financ, statistike, človeških virov in organizacije in zmes, torej mešanica vseh teh znanj vam omogoča pridobivanje nekih sodobnih, praktičnih in uporabnih znanj, ki so danes
zelo raznolika, tako kot številni problemi, s katerimi se soočamo v družbi. Temu so seveda prilagojeni tudi naši prijazni urniki, o katerih bojo lahko več povedali naši sami študentje. Urniki pa, tako kot izhaja iz anket naših študentov, so študentom zelo prijazni, tako za študijske kot obštudijske in druge športne in druge dejavnosti, tako da boste imeli dovolj časa za neko učinkovito uporabo vašega prostega in siceršnjega časa, ki ga boste preživeli na fakulteti. Trudimo se biti seveda tesno povezana skupnost študentov in profesorjev. Zakaj gre za tesno povezano skupnost? Zato, ker verjamemo in zaradi tega, ker je bistvo samega upravljanja v tem, da več ljudi več zmore, bi rekli, več ljudi več ve, oziroma več glav več ve, več rok pa več zmore. Zaradi tega poskušamo nekako kombinirati nek starejši, bolj zrel pristop profesorjev in mlajši, inovativnejši, pa včasih potrebno drzen pristop samih študentov, da poskušamo priti do nekih novih inovativnih rešitev. V zvezi s tem seveda je tesno povezano delo v skupinah. Skupina, tako kot smo že rekli, predstavlja neko novost in konec koncev tudi, ko se boste zaposlili ali pa še prej, ko boste prišli na samo fakulteto, boste videli, da brez dela v skupinah enostavno ne gre. Celotna kombinacija vsega tega, kar sem povedal, nekako nakazuje rezultat oziroma trditev, ki se upam izreči, da študentje torej niso le številke, čeprav nas je skupaj zaposlenimi več kot 1000. Dejansko mi imamo se fajn. No, in glede same interdisciplinarnosti, o kateri sem govoril, kot vidite po naslovih samih predmetov, gre za zelo raznolike vsebine, katerih zmes od prava, menedžmenta, ekonomije, teorije javne uprave, upravnih postopkov, analize javnih politikov, informacijskih sistemov, statistike, Evropske unije in konec koncev tudi ustavnega prava kot najpomembnejšega pravnega področja v vsaki državi, daje neko novo možnost oziroma vašo kompetenco za reševanje številnih problemov ali pa, če hočete, izzivov, s katerimi se soočamo, tako v poslovnem kot v javnem življenju. Ja, verjetno vas vse zanima tudi možnost zaposlitve z pridobljeno diplomo Fakultete za upravo. Nedavna objava rezultatov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport lepo kaže, da imamo zelo, zelo lepe številke, na katere smo lahko ponosni. Namreč velika večina naših študentov lahko brez večjih težav dobi zaposlitev, če smo bolj konkretni, v prvih 6 mesecih celo 95% študentov, nekako v povprečju. Kar se tiče samih področij, je tako kot sama interdisciplinarnost tudi možnost zaposlovanja zelo raznolika, od javnega do zasebnega sektorja, od najnižjih upravnih organov na prvi stopnji upravnih enot do različnih javnih zavodov, skladov, agencij, pa naprej na to ministrstev, organov v sestavi, potem na drugi strani samega podjetništva oziroma ustanavljanja lastnih podjetij ali pa delovanja v enem izmed njih, pa vse seveda do zaposlovanja v institucijah Evropske unije, o čemer bomo govorili v nadaljevanju. Kdo je uspešen diplomant? Diplomant je uspešen seveda ne samo tisti, ki prejme diplomo, pač pa tisti, za katerega vemo, da je strokovnjak na svojem področju, zaradi česar menimo, da je lahko in so naši študentje generalni sekretarji po ministrstvih, generalni direktorji, torej kot vrh stroke, so številni načelniki upravne enote, poznamo številne župane z našo fakulteto, direktorje marketinga ali pa samostojne podjetnike oziroma ustanovitelje lastnih podjetij, pa seveda na koncu, če gledate same nas, tudi visokošolski učitelji ali pa raziskovalci. No, naslednje vprašanje, ki ga verjetno tudi ne bom videl, če sklepam po prejšnjem, pa vendar, vprašanje se glasi, koliko predavalnic imamo na Fakulteti za upravo? A je to 12, 17, 5 ali 19? Pa mi bo tukaj kakšna moja kolegica priskočila na pomoč. Evo, zdaj se je zaključilo.
Največ jih je odgovorili, da imamo 17 predavalnic. Zdaj boste pa povedali, je to prav ali ni? Ja, tako kot v prejšnjem primeru, ko smo ga imeli v dopoldanskem, torej nekako razumete bližino 17, verjetno zaradi lastne starosti, pa že majčkeno več. Vsekakor je številka nekoliko premajhna, namreč predavalnic imamo 19, sama številka 19 pa recimo, kdor pozna karte pri taroku, pomeni sonce, srečo, samozavest in uspeh, tako da jaz mislim, da tega tudi vam ne bo manjkalo na naši fakulteti. No, pa sem prišel že do naše naslednje predstavnice fakultete, torej naše prodekanje za študijske zadeve, docent dr. Tatjane Kozek, kateri predajam besedo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, torej jaz sem Tatjana Kozek in sem prodekanja za študijske zadeve in bom z vami upam, da ne imela preveč veliko osebnih stikov, ker to pomeni, da boste imeli preveč težav, ker sem prepričana, da boste se zadeve sproti reševali tako na ravni predmetov kot s pedagogi, s tutorji, tako da načeloma vsaj do zdaj ni bilo nobenih težav, kar se tega tiče, tako da kar začnemo z vsebinami. Jaz vam bom pa predstavila vse 3 študijske programe, ki jih na fakulteti za upravo izvajamo. In sicer prvi je program Uprava, ki je visokošolski študijski program, potem imamo pa 2 univerzitetna študijska programa, program Upravljanje javnega sektorja in pa program Upravna informatika. Zdaj, kaj je razlika med programom, visokošolskim študijskim programom ali univerzitetnim? Na univerzitetni študijski program se vpišete s poklicno maturo in 5. predmetom ali pa splošno maturo, medtem ko na visokošolski študijski program pa se lahko vpišete vsi, ki opravite poklicno maturo oziroma tudi vsi, ki opravite splošno maturo. Čeprav tistim, ki upravljate splošno maturo, mogoče bolj svetujem, da se vpišete raje na smer upravljanja javnega sektorja, torej na univerzitetni študijski program ali pa upravno informatiko, ki je tudi univerzitetni študijski program. Pa če gremo najprej kar na program, študijski program Uprava, visokošolski študijski program, traja 3 leta, dobite 180 kreditnih točk. To je edini študijski program na fakulteti, ki se izvaja tako v redni kot izredni obliki, se pravi kot redni ali izredni študij. O izrednem študiju bom nekoliko več povedala kasneje. Sama naziv, ki ga dobite, ko diplomirate, dobite naziv diplomant upravnih ved. Na ta študijski program za redni študij je razpisanih 200 vpisnih mest in pa 50 vpisnih mest za izredni študij. Je pa posebnost na tem programu, da se v 3. letniku lahko odločite za 2 smeri, in sicer smer javna uprava ali poslovna uprava. Če izberete smer javna uprava, dobite več znanj z področja organizacije, informatike, prava, ekonomije, za zaposlitev v institucijah v javnem sektorju, se pravi bolj za ta javni sektor, medtem ko če izberete smer poslovna uprava, dobite ravno tako interdisciplinarna znanja z vseh področij informatike, prava, ekonomije, menedžmenta, organizacije in bolj za smer za zaposlitve v gospodarstvu. Torej, to je razlika med smerjo javna uprava ali poslovna uprava. Zdaj, tukaj so našteti nekateri predmeti, ki jih boste poslušali v 1. letniku. Kot že tukaj vidite, že v 1. letniku so vsi predmeti zelo interdisciplinarno naravnani. Je pa potem v nadaljevanju v 2. in 3. letniku možnost izbire potem tudi velikega števila izbirnih predmetov, preko 30 izbirnih predmetov imamo na fakulteti, tako da tukaj pa potem lahko tudi sami, če vas bolj zanimajo ekonomske vsebine, izberete več ekonomskih predmetov, če vas bolj zanimajo pravne vsebine, izberete več pravnih predmetov, tako da tukaj potem tudi sami lahko prilagajate svoje vsebine oziroma vsebine, ki jih želite poslušati. Če gremo kar naprej, bi vam zdaj rada predstavila tudi naš izredni e-študij nadaljavo. In sicer pri nas na fakulteti za upravo se že od leta 2013 izvaja to v obliki e-študija nadaljavo, se pravi kot izredni študij. Diplomiralo je že 426 diplomantov kot izrednih študentov. Značilnost tega načina študija je, da je zelo prilagodljiv. Vi kot dijaki ste to izkušnjo že v tem času COVID epidemije
doživeli, se pravi, je zelo, vse od doma, in tudi zelo prilagodljivo. Običajno predmeti potekajo modularno, se pravi, da imate 5 tednov izvedbo enega predmeta in na koncu 5. tedna izpit. Torej, po 5 tednih pa potem začne izvedbo drugega predmeta. Se pravi, da se v bistvu predmeti sledijo eden za drugim. Običajno je tako, da 3 tedne je študij, se pravi, morate narediti kakšne naloge, rešujete kvize, imate videokonference s pedagogi, na koncu pa potem imate 2 tedne priprave tudi na izpit, se pravi, da imate 2 tedna časa, da če mogoče kakšna obveznost ostala, lahko za nazaj naredi še kakšna obveznost, potem pa na koncu 5. tedna pristopite k izpitu. Izpiti načeloma potekajo v živo na fakulteti. Lansko leto, ko je bila pa epidemija, smo imeli pa tudi izpite nadaljavo, tako da potem na začetku pri tem e-študiju imamo za študente, da se spoznajo z informacijsko tehnologijo na fakulteti, tudi uvajalni seminar. Tukaj v bistvu dobite določena gesla za vstope v e-učilnice, za Studis, kjer se v bistvu tudi vsa obvestila, o tem boste več z referata izvedeli, in pa na ta način v bistvu spoznajo tudi delo na fakulteti za upravo preko e-učilnic. Če gremo kar naprej, naslednji študijski program je univerzitetni študijski program upravljanja javnega sektorja. Ravno tako kot visokošolski študijski program, ta program traja 3 leta, dobite ravno tako 180 kreditnih točk, poteka pa izključno kot redni študij, na koncu postanete diplomant upravnih ved. Je pa nekoliko manjše število razpisanih mest, se pravi, tukaj je pa 120 razpisanih mest. Značilnost tega programa pa je, da smo pred letom uvedli tudi smer upravljanja v Evropski uniji, se pravi, v 2. letniku lahko izberete 2 smeri, in sicer splošna smer upravljanja javnega sektorja ali pa upravljanje v Evropski uniji. To je zdaj zelo pomembno, zakaj tisti, ki se želite zaposliti v institucijah EU in pa vas veselijo tudi tuji jeziki, ker na tej smeri je več tujih jezikov, vam priporočam, da izberete to smer, pa bom o tem tudi kasneje malo več povedala. Zdaj, če pogledamo, tako kot na visokošolskem študijskem programu, tudi na univerzitetnem študijskem programu, je v vseh letnikih zelo veliko različnih predmetov z področja organizacije, ekonomike, menedžmenta, in tako kot pri visokošolskem študijskem programu, tudi tukaj imate potem v višjih letnikih možnost izbire različnih izbirnih predmetov, ki potem ta vaš program usmerite glede na svoje želje in potrebe. Če gremo kar naprej, bi nekoliko več povedala o programu v smeri upravljanja javnega sektorja, se pravi EU-modul. To je nekaj novega v slovenskem prostoru, je pa zelo pomembno, zakaj, ker v institucijah EU imate velike možnosti zaposlitev, ker so pač določene kvote za zaposlitve z držav, posamezna država ima določeno število zaposlenih, ki jih lahko iz svoje države zaposli. Zaradi tega je zelo fino, da v bistvu se tudi določena znanja dobite tudi z teh področji. Na fakulteti za upravo vas bomo pripravili na EPSO izpite, se pravi, to pomeni, to so v bistvu neki izpiti, ki jih morate narediti, da v bistvu se sploh lahko prijavite oziroma da pridete na seznam kandidatov, ki želijo se zaposliti v institucijah EU. Se pravi, to je ena takih velikih prednosti, ki jih fakulteta za študente naše fakultete ponuja. Se pravi, ta smer EU-modul, imate pa 3 jezike, nemščino, angleščino in pa francoščino. Med angleščino in pa nemščino lahko izbirate, kateri je prvi jezik, in pa potem tudi na koncu francoščina. Če lahko kar naprej. Tukaj je nekaj predmetov iz tega EU-modula, se pravi, iz te smeri EU, se pravi, kako deluje Evropska unija, kateri so politike Evropske unije, na kakšen način sploh lahko se zaposlite v institucijah Evropske unije, in pa izbirate med 2 tujima jezika, se pravi, ali nemščina ali angleščina, odvisno kateri je vaš prvi jezik, in pa potem naslednji tuj jezik ali francoščina ali angleščina, oziroma pač, če imate prvi jezik nemščino. Če lahko kar naprej.
Naslednji študijski program, tretji na Fakulteti za upravo, je študijski program Upravna informatika, ki ravno tako traja 3 leta in se izvaja izključno kot redni študij. Značilnost tega programa pa je, da postanete inženir, in sicer diplomirani inženir upravne informatike. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, če boste se zaposlili v organizacijah zasebnega sektorja, v neki organizaciji v gospodarstvu, pa boste razvijali določene programe za recimo ministrstva, upravne enote, je zelo pomembno, da poznate delovanje institucij v javnem sektorju, se pravi od ministrstva, upravnih enot. To vas bomo pa naučili na Fakulteti za upravo. Se pravi, značilnost tega programa je, da je zelo majhno število sprejetih študentov, se pravi samo 25 razpisanih mest. Program pa izvajamo skupaj s Fakulteto za računalništvo, se pravi, določene vsebine poslušate na Fakulteti za računalništvo, del vsebin pa poslušate na Fakulteti za upravo. Pa če kar gremo naprej, boste videli, da je v prvem letniku na tem programu upravne informatike veliko programiranja, se pravi programiranja 1 in 2. Potem imate uvod v računalništvo informatike, osnove verjetnosti in statistike, temeljev ekonomije in pa tudi nekaj predmetov na Fakulteti za upravo, se pravi teorija organizacije, angleški jezik, teorija javne uprave, se pravi, da vi kot bodoči inženirji z področja upravne informatike veste natančno, kako deluje javni sektor, kako organizacije v javnem sektorju delujete, da potem, ko boste recimo pripravljali neke programe ali programirali za organizacije v javnem sektorju, da boste vedeli, na kakšen način delujejo, da boste v bistvu tudi veliko bolj pravilno te vsebine pripravljali potem. Kar naprej. Zdaj imamo pa že prvo vprašanje, in sicer, kdo vodi upravno enoto? Ali je to župan, načelnik upravne enote, ali je to direktor upravne enote ali predsednik upravne enote? Tisti, ki ste dobro poslušali dekana, boste zagotovo znali odgovoriti. Ravno enako število 39% jih je odgovoril načelnik upravne enote in 39% direktor upravne enote. Pravilno je načelnik upravne enote, ampak nič ni pomembno, mi vemo, da če boste pri nas študirali, da boste se to zagotovo naučili. Tako da tisti, ki ste pa že zdaj pravilno odgovorili, pa tudi verjamem, da ste zelo dobro poslušali tudi nagovor dekana. Tako da gremo kar naprej. Zelo pomembno je za pridobivanje teh interdisciplinarnih znanj tudi mednarodno sodelovanje. Naša fakulteta ima preko 80 sporazumov v 29 različnih državah sklenjenih, torej lahko greste na mednarodno izmenjavo preko Erasmus Plus projektov, CEPUS, Venice International in drugih programov. Torej, res jaz študente vedno spodbujam, dajte se udeležiti teh, izkoristite te možnosti, prvič, kar je, se nekako osamosvojite, niste več v tistem mama hotelu, začnete živeti sami, spoznate res veliko lahko tujih študentov, neke mednarodne izkušnje dobite. Običajno je tako, da tudi študenti s temi mednarodnimi izkušnjami so veliko bolj hitro zaposljivi, se pravi, hitreje dobijo se zaposlitve. Lahko pa se pravi, če greste na Erasmus Plus izmenjave ali CEPUS izmenjave, so to lahko polletne ali enoletne izmenjave, ali pa lahko vzamete tudi neke krajše brezplačne mednarodne poletne šole in pa druga izobraževanja ali pa v okviru kakšnih projektov. Recimo, mi gremo študenti v aprilu v Avstrijo preko nekega Erasmus Plus projekta. Pa če gremo kar naprej. Zelo pomembno je, ko ste študenti Fakultete za upravo, da se vpišete tudi v našo knjižnico. V knjižnici je vsa študijska literatura, ki jo potrebujete za študij. Hkrati pa s tem, ko se vpišete v fakultetno knjižnico, dobite tudi dostop do različnih baz podatkov. To pomeni, da lahko poiščete od doma različne članke, kar vam bo pomagalo pri pripravi tako seminarskih nalog, kot kasneje potem v 3. letniku ali pa na koncu 3. letnika, ko boste pripravljali diplomska dela. V knjižnici je zelo veliko tudi brezplačnih tečajev, kjer vas knjižničarke naučijo, kako se poišče po teh spletnih informacijskih virih, kateri
kateri znanstveni članki so primerni in tako naprej. Na fakulteti imamo zelo dobro organizirano tudi tutorstvo. In sicer za vas kot študente prvega letnika bo zelo pomembno to uvajalno tutorstvo. Tutorji so študenti višjih letnikov, ki študentom nižjih letnikov pomagajo pri študiju ali pri tem, da jim pokažejo, razkažejo karkoli, se pravi na fakulteti. Predvsem pa so pomembni njihovi nasveti glede tega, kje recimo kakšno gradivo poiskati, kaj je pri predmetu tudi pomagajo, naredijo tutorske urice, vam pomagajo pri študiju in tako naprej. To je v bistvu predmetno ali študentsko tutorstvo. Potem imamo tudi tutorstvo za tuje študente, se pravi tiste, ki prihajajo iz tujine. Potem imamo tudi tutorstvo za študente s posebnim statusom, za obvezno prakso. V tretjem letniku je tudi predmet obvezna praksa. V drugem semestru, se pravi v drugem, vi ste imeli polletja, se pravi v drugem polletju, je tudi obvezna praksa, pa imamo tudi tutorja, ki tukaj pomaga, znanstveno raziskovalno tutorstvo in pa tudi pedagoško tutorstvo. Smo pa tutorji in pa pedagogi tudi med sabo zelo povezani, tako da v bistvu tudi pedagogi dajemo tutorju nasvete in jim svetujemo, kaj povedati študentom, ker včasih lažje je potem študentu povedati. Imamo pa tudi bogat nabor obštudijskih dejavnosti, od košarke, malega nogometa, pravnega krožka, prostovoljstva, fotografske delavnice in še mnoge druge. Mogoče zgolj omenim, da so študenti na tekmovanjih košarke, tako ženske kot moški, zelo uspešni. Večkrat so že dobili pokale, ravno tako tudi v malem nogometu, tako da zagotovo boste dobili kakšno obštudijsko dejavnost, ki vas bo lahko razveselila. Še gremo dalje in še zadnje vprašanje. S koliko partnerskimi univerzami in fakultetami v tujini sodeluje fakulteta za upravo? Manj kot 30, od 30 do 50, od 50 do 80 ali več kot 80? Pravilni odgovor je sicer več kot 80, večina je pa spet zelo enotni, ste bili pa pri drugih dveh odgovorih, od 30 do 50 in od 50 do 80, 31%. Tako da ja, tistih 25%, ki ste pa odgovorili več kot 80, ste pa dobro poslušali. Čestitam. In zdaj predajam besedo predstojnici referata za študentske zadeve, gospe Nataši Ferderber. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Upam, da ste že dobili dovolj zanimivih informacij in jih še boste v nadaljevanju od naših študentov in pa v predstavitvi v teh ločenih sobah, da se boste odločili za vsaj enega, če ne že za prijavo na vse 3 naše študijske programe, ki so bili danes že predstavljeni oziroma bodo še strani študentov. Torej, kaj morate narediti, če želite študirati? Najprej se je potrebno prijaviti. Prijave v prvem prijavnem roku bodo potekale od 15. februarja do 18. marca 2022. Prijavo boste oddali preko spletnega portala Ministrstva za izobraževanje, ki ga vidite tukaj, povezavo http://portal.evš.gov.si. Torej, nobenih pošiljanj fizičnih dokumentov, torej v papirju, nobenega iskanja formularjev v raznih knjigarnah, kot je bilo to v preteklosti, pač pa zgolj in samo logirate se na ta portal, bodisi z uporabniškim imenom ali geslom ali z digitalnim potrdilom, ki ga morda že posedujete, in se prijavite za študij. Potem je to tako, da grejo vsi podatki v en boben in tam se te podatki potem meljejo po vseh teh formulah. Po vaši zaključeni maturi ali poklicni maturi pridejo še rezultati vaše mature in poklicne mature strani Državnega izpitnega centra in potem tam okoli 22. julija boste prejeli rezultate, torej sklep, ali ste na program, na katerega ste se prijavili, izbrani ali ne.
Zopet ne pričakujte nobene pošte, da bo poštar prinesel kakšno kuverto, ki jo boste odprli pa pogledali, ali ste sprejeti ali ne, ampak boste ravno na ta portal, kjer ste oddali prijavo, tudi preverili, ali vas čaka gor sklep. In če boste izbrani, bomo tudi mi obveščeni o tem, da ste zbrani in vas bomo po mailu obvestili o načinu vpisa in kdaj bo potekal. Torej, pričakujte, to bo vidno tudi v naslednji prosojnici. Vpis bo potekal nekje med 25. julijem in 16. avgustom, izključno in samo elektronsko. Zopet nobenih fizičnih pošiljanj, vse, kar je, boste izpolnili elektronski formular, potrdili. Ko mi to prejmemo, potrdimo in vi ste že vpisani in s 1. oktobrom 2022 boste postali študent. Vkolikor ne boste sprejeti v prvem prijavnem roku ali pa boste sprejeti, pa se zaradi različnih razlogov ne boste vpisali, boste morda imeli priložnost še v drugem prijavnem roku. Torej, zakaj pravim morda? Ker v drugem prijavnem roku ni nujno, da se razpišejo mesta, ta se razpišejo samo, če niso bila zapolnjena v prvem prijavnem roku. In ta drugi prijavni rok bo potekal od 19. do 23. avgusta 2022, torej boste videli bom rekla, nekje v tistem najbolj v poletju, ko je večina na dopustih in tako dalje, vendar ker je to vse elektronsko, to lahko spremljate praktično od vse povsod, ni vam treba nikamor hoditi, lahko se vpišete online, kot sem že povedala, in to je to. In torej, če se boste prijavljali v drugem prijavnem roku, boste potem o rezultatih izbirnega postopka obveščeni tam v drugi polovici septembra in praktično boste imeli na voljo manj kot en teden časa, da se vpišete. Vpisi potekajo do 30. septembra in takrat se zadeva za vpisi zaključi. S 1. oktobrom štartamo s poukom, upamo, da na fakulteti za upravo in takrat se bomo tudi videli. Vkolikor je med vami kakšen kandidat, ki je morebiti vpisan na drug študijski program, pa je tam že naredil kakšne izpite ali pa je morda zaključil kakšen višješolski program, obstaja še en institut, ki mu pravimo vpis po merilih za prehode oziroma vpis v višji letnik. Če je kdo med vami, lahko se individualno kontaktiramo, ta prijava za merila, za vpis po merilih za prehode pa bo odprta od 1. do 16. septembra 2022 in ravno tako boste o izbiri obveščeni online in tudi navodila boste prejeli za vpis online in se online tudi vpisali. Skratka, nobene papirologije več ni, vse poteka online, kar marsikaj olajša. Tako. Vabim vas sedaj k še enemu vprašanju in sicer, koliko študijskih programov prve stopnje imamo na fakulteti za upravo. Je to 1, je to 2, so to 3, so to 4? Ja, večina je dobro sledila današnji predstavitvi, pravilni odgovor je 3, torej ponujamo 3 dodiplomske študijske programe. Sedaj pa besedo predajam našim študentom, najprej v filmčku, potem pa še v živo. Izvolite. Živjo, a že veš, na kateri faks se boš vpisal? Da bo tvoja odločitev lažja, ti bo Vazaljo predstavila fakulteto za upravo. Fakulteta za upravo ima največjo tradicijo izobraževanja na področju javne uprave v Sloveniji. Izbiraš lahko med kar 3 študijskimi programi: upravljanje javnega sektorja, upravna informatika in uprava. Imamo zelo prijazne urnike, ki nam omogočajo dovolj časa za študentsko delo in ostale obštudijske dejavnosti. Zagotavljam ti, da ne boš na faksu cele dneve od jutra do večera. Izbiraš lahko med mnogimi obštudijskimi dejavnostmi. Futsal, košarka, literarni krožek in študentska revija so le del izmed njih. Če pa se želiš ti pridružiti skupini ambicioznih, proaktivnih študentov, pa lahko postaneš del študentske organizacije fakultete za upravo. Če te zanima še več, se nam lahko pridružiš 11. in 12. februarja na informativnih dnevih, ki bodo potekali preko platforme Zoom. Link za prijavo najdeš v opisu. Če te pa še karkoli zanima, se pa lahko vedno obrneš na študentsko organizacijo fakultete za upravo v povezani. Se vidimo!
Jujo, lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem Alja in obiskujem 3. letnik visokošolske smeri uprava. Danes pa vam bom bolj podrobneje predstavila študentski svet in študentsko organizacijo Fakultete za upravo. Če začnem kar z študentskim svetom, to je organ fakultete, ki ga sestavlja 9 članov, katere izvolijo študentje in je nek umestni organ med študenti in fakulteto. Njegova glavna naloga pa je, da zastopa interese in pravice študentov. Torej v imenu njih podaja mnenje o napredovanju profesorjev, kontrolira izvajanje študentske ankete, sodeluje pri reševanju študijskih težav in podobno. Študenti preko študentskega sveta pa tudi sodelujemo v organih in delovnih telesih fakultete, kjer podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas res vedno in povsod tudi uslišan. Organiziramo pa tudi razne izobraževalne dogodke, sofinanciramo upravljanje strokovnih izpitov, vsako leto pa se tudi organizira izbor za naj pedagoga na Fakulteti za upravo po izboru študentov. Tako da študentje se lahko vedno obrnete na študentski svet, ukolikor imate kakšne težave, vprašanja, predloge, pripombe v zvezi s študijem in vam bomo z veseljem prisluhnili in pomagali po naših najboljših močeh. Tako, to je glede študentskega sveta. Potem pa imamo še študentsko organizacijo, ful povezani, katere glavna skrb pa je pestro obštudijsko življenje na fakulteti. Ful povezani smo skupina energičnih, ambicioznih in aktivnih študentov Fakultete za upravo in skrbimo, da študij na FU ni samo študij, ampak je tudi zabava. Prosim, Kot vidite tu na slika, skupaj pripravljamo različne dogodke, kot so brucovanja, žurke, športni dogodki, kot so na primer pohodi, bowling, veliko je tudi izobraževalnih vsebin. Vsako leto imamo tudi dobrodelne akcije, strokovne ekskurzije po evropskih prestolnicah. Veliko pa je recimo tudi dogodkov na fakulteti, kot je Toast dan, potem tule na fotografiji lahko vidite naše fante, kako so razveseljevali naše študentke za 8. marec, tako da res zelo veliko se dogaja. Naša ekipa šteje že kar veliko članov, kljub temu pa smo vedno veseli vseh novih obrazov, tako da že zdaj vabim čisto vsakega izmed vas, da se nam pridruži. Verjamem, da vam ne bo žal, ker boste spoznali res ogromno novih ljudi, veliko novega se boste naučili in doživeli, tako da zagotavljam, da bodo tudi zaradi naše študentske organizacije za vas študentska leta še bolj posebna. Tako, zdaj za konec imam pa še jaz za vas eno vprašanje. Zanima me, če veste, kako se imenuje študentska organizacija Fakultete za upravo. Super, vidim, da ste me fajn poslušali. Imenuje se ful povezani, tako da čestitke vsem. Tako, to bi bilo vse iz moje strani. Jaz vam želim, da se pri vpisu na fakulteto odločite pravilno, ter da boste potem za svojo izbiro zadovoljni. Hvala za pozornost, zdaj pa predajam besedo nazaj gospe Poloni Stare. Hvala lepa, Alja. No, preden pa jaz predam besedo vam za vprašanja, še povabilo, da našo fakulteto spremljate preko družbenih omrežij, da obiščete našo spletno stran in da se tam prijavite tudi na naše e-novice in ostanete v bistvu obveščeni o vseh aktualnih dogajanjih na naši fakulteti. Seveda nas pa, kot je že Alja pa tudi Nataša prej omenila, lahko kontaktirate tudi preko e-mailov in tukaj imate kar 3 maile. 2 sta študentska, eden je pa od referata. Z veseljem vam bomo podali vse potrebne informacije, ki vas zanimajo. Vas pa v bistvu zdaj povabim še enkrat, kar sem napovedala že uvodoma. V chat vam bomo vnesli link do vprašalnika in s tem, ko boste izpolnili ta vprašalnik, si boste zagotovili tudi eno uporabno fakultetno darilce. V chat bomo pa vnesli tudi link do virtualnega sprehoda po fakulteti, da lahko doživite pa vidite naše prostore, ker pač nam trenutno epidemiološke razmere ne omogočajo, da bi se srečali v živo tukaj. Preden pa vas v bistvu zdaj potem povabimo v breakout roome, ki bomo pač pripravili glede na študijske programe, vas pa vabimo, da nam na tem mestu zastavite vprašanja, bodite pogumni, imejte v mislih, da prav nobeno vprašanje ni neumno,
ampak z postavitvijo vprašanj v bistvu podamo odgovor ne samo vam, ampak tudi vašim kolegom, ki si mogoče pač ne bodo upali vprašati. Tako da izvolite, rade volje smo vam tukaj na razpolago, da vam odgovorimo. Lahko pa vprašate preko četa ali pa v živo, kakor želite. Tukaj se je pojavilo že eno vprašanje, kolikokrat na teden poteka študij smer upravljanja javnega sektorja. Načeloma imamo urnik narejen tako, da ob sredah izvedbe predavanj ali vaj ni, razen z izjemo, če imamo kakšen izbiran predmet. Sicer pa ob sredah je v bistvu čas, ko imate čas, da pripravite kakšne seminarske naloge, lahko tudi študirate takrat, se pravi, imate celo sredo prosto. Načeloma 4 dni v tednu imate pa organiziran urnik. Urnik je organiziran tako, da se načeloma začne okrog 8:30 zjutraj in pa do nekje 4 popoldne za dodiplomske programe. To pa pomeni, včasih se zgodi, da pač začnete mogoče malo kasneje, pa recimo začnete ob 11, pa zaključite okrog 4. Vmes imate čas za malico, se pravi od 10 do 12 do 20 čez 12 imate čas za malico. Lahko pa začnete zgodaj zjutraj, recimo ob 9 in pa recimo že ob 2 zaključite. Trudimo se pripraviti urnike tako, da vmes nimate lukenj. Se pravi, ni to nek švicarski sir, z veliko luknjami pa čez cel dan, ampak je v bistvu urnik zelo strnjen, ker želimo, da takrat, ko ste na fakulteti res intenzivno študirate, da imate potem popoldne dovolj časa za vaše prostočasne aktivnosti, udeležbo na obštudijskih dejavnostih ali kakorkoli drugega. No, vprašanj se kar lepo nam nekaj nabira, tako da Anže sprašuje, kje se lahko zaposlim, ko končam vaš faks in ali je dovolj poklicna matura za vpis. Tako da bi prosila kar za ta odgovor, sicer je bilo to povedano, ampak ni problem, bomo zadevo ponovili. Kar se tiče zaposlitve, imate možnost se zaposliti tako v organizacijah v javnem sektorju kot v gospodarstvu. Lahko ste, na primer, kot nek referent na upravni enoti, kot vodja službe, lahko se na ministrstvu kot nek svetovalec zaposlite ali pa v tujini, če izberete smer EU modula, je zelo priporočljivo, da se potem zaposlite tudi v institucijah Evropske unije, lahko kot nek vodja nekega projekta ali kakšen strokovni sodelavec, ali pa tudi v organizacijah zasebnega sektorja, torej v gospodarstvu, lahko je tudi vodja pisarne v kakšnem podjetju, ali pa izkoristite svojo inovativnost in ustanovite lastno podjetje, in pa na ta način prispevate tudi k družbeno koristnemu ustvarjanju. No, Anjo pa zanima, kateri je najtežji predmet na upravljanje javnega sektorja. Tukaj bi bilo pa bolj... Študent odgovori. Ja, jaz osebno nisem na tej smeri, tako da predajam besedo Tamari. Hvala za besedo, Alja. Jaz sicer študiram upravljanje v Evropski uniji, tako da sem na tisti EU smeri. Da bi rekla, kateri je najtežji predmet, mogoče v vsakem letniku je enka, je mogoče majčkeno bolj zahteven, kot pa ostali. Zdaj ne vem, v prvem letniku se mi zdi, da je bil najbolj tak mogoče ustavno pravo, ker je pač kot je že dekan na začetku povedal, pač tisto pravo, na čemer vse stoji. Potem v drugem letniku, kaj pa vem, mogoče politike EU, se je meni zdelo težko, ker je ogromen snovi in pač profesorja se res truta pač vse povzeti. Na splošni smeri pa, kakor sem se pogovarjala s kolegi, mogoče upravno pravo, ki pa je tudi pač ravno tisti predmet, ki je najbolj pomemben za to našo upravo. V tretjem letniku pa jaz, mogoče spet kohezijska politika na EU smeri. Za splošno smer pa žal ne bi vedela. No, ampak verjetno so te zadeve res zelo subjektivne in odvisne od posameznika, kako kaj dojema. Absolutno. Živa pa sprašuje, kako, Tamara, ste želela še kaj dodati? Samo to, da pač vse se da narediti, ampak mogoče treba majčkeno več časa vložiti, ampak res vse se da narediti. Super. To si zapomnite.
Živa sprašuje, kako poteka pouk popoldan ali dopoldan na smeri uprava? Večinoma poteka pouk dopoldan, se pravi v dopoldanskem času do 4. ure. Tukaj smo spustili še eno vprašanje, ali je dovolj poklicna matura. Za vpis na visokošolski študijski program je dovolj poklicna matura, če pa se želite vpisati na univerzitetni študijski program, morate pa izbrati še 5. predmet ali pa opraviti splošno maturo. In še eno vprašanje, če se lahko navežem tukaj, kakšna mora biti povprečna ocena za vpis na fakulteto. Te povprečne ocene ni, ne. Verjetno ste želeli vprašati, ali bo omejitev vpisa. Omejitev vpisa je odvisna od same generacije in pomeni, če je večje število prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih prostih mest, v takem primeru se fakulteta lahko odloči oziroma se mora odločiti in omejiti število prostih mest. V zadnjih 5 letih lahko rečem, da v prvem prijavnem roku do omejitve vpisa ni prišlo. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu uprava in na univerzitetnem študijskem programu upravljanja javnega sektorja je ostalo še nekaj prostih mest, medtem ko smo na upravni informatiki dobili ravno tolikšno število prijav, kot je bilo razpisanih prostih mest, torej 25. Tako da če ste hoteli vprašati, kakšno število točk je potrebno, da bo nekdo sprejet, je to čisto odvisno od vas. Boljša kot je generacija in če je omejitev prostih mest, višji je rang. Tako da ne vemo, ali bo letos omejitev vpisa in če slučajno do omejitve vpisa bo, kolikšno število točk bo potrebnih, da bo nekdo sprejet na posamezen program. To ni nikoli isto vsako leto. Niti ni z ničemer predpisano. Upam, da sem razumljivo povedala, če nisem, kar vprašajte. In še zelo pogosto vprašanje, ki ga dobivamo na informativnih dnevih, ali je kaj povezano z matematiko. Matematike ni na nobenem od vseh 3 programov, se pravi ne na smeri upravna informatika, čeprav tam je treba določene vsebine vseeno poznati, ker imate programiranje, tako da tisti, ki pač tega ne želite, potem raje izberite smer upravljanja javnega sektorja ali uprava. Je pa statistika, vendar moram povedati, pa bodo mogoče študentke potem tudi povedale svoje, da ni to nek hud predmet, ki bi bil selekcijski, oziroma tako kot je matematika recimo v srednji šoli. Je pa tudi pedagog, ki predava statistiko, bil ocenjen strani študentov kot eden najboljših pedagogov, tako da mogoče študentki Tamara ali pa Alja, če boste še vidvi več o tem povedali. Ja, tako kot je bilo rečeno, matematike ni samo statistika, ampak res nimate se česa bati pri statistiki, ker je en izmed najbolj zanimivih predmetov takrat v tistem prvem letniku, ravno zaradi profesorja dr. Lana Umeka, ker zelo fajn razlaga, tako da večina študentov res nima probleme s tem predmetom. Nimate se res česa bati. No, jaz mogoče še dodam, z enim čist majčkenim delom matematike se mogoče srečate še, če greste na upravljanje javnega sektorja in izberete EU smer, v drugem letniku potem pri predmetu analiza in priprava gradil spet pri dr. Lanu Umeku, ampak tam je predmet tako zasnovan kot neka priprava na tisti EPSO izpit, katerega je že pač prej tudi dr. Kozjek omenjala pri predstavitvi te EU smeri, ampak tam je tudi tako, ni toliko zelo, zdaj se bomo pa učili matematiko, ampak bolj razmišljanje kot pač samo pripravo na te izpite. Pa tudi ni nič težkega, pa to je v bistvu že res vse, kar ste se že naučili med srednjo šolo, tako da ni težko. Ok, in bom jaz odgovorila še na vprašanje, kaj pa praksa, koliko časa traja, ali faks uredi oziroma pomaga pri iskanju prakse. Ja, prakso imamo v 3. letniku, traja 1 mesec, običajno tako, da imamo skrajšan urnik, se pravi, do nekje aprila izvajamo predavanja oziroma vaje.
potem pa v maju imate možnost, da opravljate prakso. Lahko pa kdor želi ali pa da v bistvu že tekom študija tudi opravlja prakso, je recimo preko študentskega servisa zaposlen, lahko tudi zaprosi za priznanje, to da v bistvu prošlo na komisijo za dodiplomski študij, kjer komisija odloča glede na to, kakšne naloge kot študent opravljate, o tem tudi, da vam prakso prizna. Ima pa fakulteta sklenjene sporazume z različnimi organizacijami, tako da vam lahko pomagamo tudi pri iskanju organizacije, v kateri bi prakso želeli opravljati. Tukaj imamo še eno vprašanje za Aljo, vidim, je bilo naslovljeno, imamo v študiju čas za študentsko delo 2 do 3 na teden. Ja, za delo je čas, kot je bilo rečeno, ponavadi so srede proste, tako da srede lahko delate cel dan. Ostale dni pa so tudi popoldnevi večinoma prosti, oziroma skoraj vedno, tako da brez problema lahko delate tudi več kot 3 na teden, če vam bo uspelo. Je pa odvisno vse od vas, koliko se boste organizirali, še vseeno je nekaj sprotnih obveznosti, ki jih je treba pač narediti, tako da, ampak če je dobra organizacija, brez problema vse gre. Pa še eno vprašanje je, ali se lahko takoj po študiju zaposlimo? Kar se zaposlitve tiče, je tudi dekan že prej povedal, da raziskava, ki jo je ministrstvo pripravilo, kaže, da se 95% študentov fakultete za upravo v roku, se pravi do pol leta, ne zaposli, tako da ja, dobite hitro zaposlitev. Potem je v bistvu tukaj tudi vprašanje, ali imamo karierno pisarno? Ja, imamo tudi karierno točko, na katero se v bistvu študenti lahko obrnejo, tudi skupaj z Univerzo v Ljubljani, tako da ja, tukaj ja. Pa tudi tisti, ki izberete smer EU modul oziroma smer EU, imate potem prakso tudi v organizacijah oziroma institucijah EU lahko, tako da v bistvu to vam potem tudi pomaga kasneje pri zaposlitvi oziroma nekem kontaktu oziroma vezah že tekom študija. Potem je bilo tudi vprašanje, kako potekajo izpiti. Izpiti za redne in izredne študente so v fizični obliki na fakulteti. Običajno je to pisni izpit, včasih lahko tudi ustni, odvisno pač od predmeta do predmeta, ampak večina izpitov je pisnih, se pravi, da pridete na fakulteto, odpišete nekje 1 uro, če je običajno izpit, odgovarjate na vprašanja in pa to ste pa recimo zelo podobno navajeni tudi že srednjih šol. Ali gremo lahko na izmenjavo že v 1. letniku? Izmenjava v 1. letniku je namenjena študentom 2. in 3. letnika. Nataša, nisem se zmotila, ne? V 1. letniku načeloma študenti. Jaz sem se zmotila. V 2. ali 3. letniku greste lahko študenti ali pa v času absolventskega staža oziroma v dodatnem letu, ne pa v 1. letniku, ja. V 1. letniku dobite v bistvu prijavnico, ker se morate v bistvu toliko prej prijaviti, ne? Že prej je treba se prijaviti, tako da se v bistvu v 1. letniku načeloma prijavite za 2. letnik, ne? Že v prvi polovici 1. letnika se v bistvu prijavite že za 2. letnik za izmenjavo. Še kakšno vprašanje? Se veliko študentov odloči za izmenjavo? Ja, načeloma smo imeli do zdaj tako, da vsi tisti, ki so se odločili za izmenjavo, so dobili, ker imamo veliko več razpisanih mest oziroma veliko več teh pogodb sklenjenih z organizacijami oziroma s fakultetami in univerzami v tujini, tako da če se odločite, načeloma dobite menjavo. Še kakšno vprašanje? Kam pa največ hodijo, v katero državo? Se mi zdi, da je Španija ali pa Portugalska tista, ki je najbolj. Nataša, mogoče ti veš. Ja, od začetka so bile te bolj tople države popularne, vendar se vedno več študentov odloča tudi za kakšne severne, tako da imamo tudi na Norveškem, če ste poslušali v predstavitvi Domna, on je šel na Norveško, vedno več je takih študentov, ki se odločajo tudi za druge destinacije in ne zgolj za Španijo ali Portugalsko. Je na smeri uprava veliko dela z Excelom? Ja, na smeri uprava je predmet
pri informatike se ravno dela z Excelom učite, se pravi obračati tabele, kako iskati podatke v Excelu, tako da to je v bistvu predmet, pri katerem se te osnove v bistvu naučite zelo dobro. Izmenjava v ZDA. Tega pa ni. V Kanado so šli z Durnikom, takrat v Ameriko. V Kanadi so bili pred tem korona s profesor Durnikom za 3 tedne. To ni bila taka klasična izmenjava, da bi pol leta preživeli oziroma cel semester v tujini. Tako da v ZDA mislim, da še ni bilo zdaj študentov, ki bi šli tja. Tlele eno vprašanje, če si že inženir informatike, ali se lahko vpisuješ po merilih za prehode. Lahko se prijavite za vpis po merilih za prehode, če je možno priznati vsaj polovico obveznosti na programu, na katerem, ampak kot diplomant verjetno sprašujete po merilih za prehode, načeloma bi lahko šli, vendar bi pa to pomenilo, da bi mogli plačati šolnino, tudi če bi se prijavil kot redni študent, ker že imate pridobljeno ekvivalentno izobrazbo, ki bi jo pridobili z vpisom na katerikoli drug dodiplomski študijski program, in ta šolnina stane 3000 evrov. Tako da bolj priporočam, če že imate zaključeno dodiplomsko izobraževanje, da se usmerjate v podiplomski študij in tam nadaljujete študij. Recimo, če ste inženir informatike, se lahko vpišete na naša 2 magistrska študijska programa, bodisi uprava, upravljanje javnega sektorja ali pa na menedžment v upravi, in tam brez kakršnih, zaenkrat brez diferencialnih izpitov se lahko prijavite in vpišete potem za študij na magistrskem programu. To bolj priporočam, kot da še enkrat hodite na prvo stopnjo in plačujete šolnino, ker že imate ekvivalentno izobrazbo. Potem je tukaj vprašanje, koliko ur na dan ima povprečen študent, na urnik vezano. V povprečju se mi zdi, da je tam 6-7 ur, se pravi, da so recimo, če gledamo recimo en dan, ko so vaje, da se 3 skupine vaj zamenjajo 3-krat po 2 šolski uri. Drži. Srede, kot je že dr. Kozikova omenila, so namenjene zgolj izbirnim predmetom, torej je veliko študentov prostih, petki so pa tudi nekoliko krajši, odvisno v katerem letniku si vpisan, ampak če vzamemo en povprečen dan, kot je rekla dr. Kozikova, tam do 6 ur. Potem je vprašanje, če so bile izmenjave kljub koronskim razmeram, so bile, študentje so se udeleževali, tudi študentje k nam prihajajo, so prihajali tudi v koronskih časih, čeprav je bilo online, so pa tudi zdaj naši študentje v tujini, nekateri so celo podaljšali za enega študenta, vem, da je svoje polletno izmenjavo v Španiji podaljšal še za pol leta, tako da bo v bistvu 1 leto v Španiji študiral. Tle eno vprašanje, kaj se zgodi, če se zgodi, da v prvem letniku nisi sprejet in greš izredno in dosežeš dovolj točk, je možen v drugem letniku vpis na reden študij. Torej, ko se prijavljate za študij, se hkrati prijavljate bodisi za redni, bodisi za izredni študij. Zdaj, če ste mislili, če v prvem roku ne boste izbrani na redni študij, se boste lahko v drugem roku prijavili na izredni študij, to je možno. In lahko potem ob vpisu v višji letnik zaprosite za menjavo načina študija, to je možno, in se prepišete na redni študij pod pogojem, da imate opravljene vse obveznosti prvega letnika. Se pravi, kompleten prvi letnik, 60 kreditnih točk mora biti opravljen, da lahko se vpišete na redni študij v drugi letnik tega istega programa. To je sicer možno samo na visokošolskem strokovnem študijskem programu uprava, kjer, kot je že poudarila dr. Kozikova, edino izvajamo izredni študij. Na ostalih 2 univerzitetnih programih izrednega študija ni. Pa je tle vprašanje, koliko študentov v odstotkih naredi prvi letnik? Ja, to je pa malo odvisno od kako gledamo te odstotke. Veliko študentov v prvem letniku je samo evidenčno vpisanih, torej da v bistvu se samo vpišejo zaradi statusa, žal.
Naša želja je, da bi čim več študentov redno študiralo, tudi da bi redno hodilo na predavanja in vaje, tako da to je zelo težko reči, koliko odstotkov. Če gledamo na celotno populacijo in zraven števamo tudi tiste, ki se samo vpišejo, je teh recimo nekje 20% do 30% na visokošolskem študijskem programu, če pa gledamo univerzitetni študijski program, je pa ta številka bistveno višja. Se pravi, kolikor se spomnim, med 60 in 70% študentov kar redno hodi oziroma redno upravlja študijske obveznosti in naredi izpit. Torej, tako kot sta pa že prej študentki omenili, če hodite na predavanja, se redno udeležujete tudi vaj, vaje so 80% obvezna prisotnost, se pravi, da 80% v vsakem primeru morate biti, potem brez problema izpite lahko naredite. Je pa pomembna tudi vaša aktivnost, ne samo, da hodite na predavanje ali vaje, ampak da tudi sodelujete. Se pravi, če so kakšne naloge v okviru vaj ali predavanj, da te naloge delate, da sprašujete, ne sme vas biti strah, vse morate vprašati in pedagoge, in študente med sabo, tutorje. Pedagogi smo res dostopni študentom tudi na pogovornih urah, to so v bistvu ure, ki so jih namenjene samo študentom, se pravi, da študent lahko pride do pedagoga, ga karkoli vpraša, hkrati pa tudi tutorji študenti znajo zelo dobro svetovati. Je zelo velika ta prehodnost odvisna od vaše aktivnosti, predvsej bolj kot pa od česarkoli drugega, ker običajno pedagogi ne dajemo stvari, ki jih ne bi poznali oziroma se tekom same izvedbe predmeta ne bi naučili. S poklicno maturo se lahko vpišete samo s poklicno maturo, samo na visokošolski študijski program, če pa imate zraven še 5. predmet, se pa lahko vpišete tudi na univerzitetni študijski program. Potem pa še vprašanje, vsi predmeti potekajo v slovenskem jeziku? Vsi obvezni predmeti potekajo v slovenščini, lahko pa izberete potem v 2. ali 3. letniku izbirni predmet, izbirne predmete, ki se izvajajo tudi v angleškem jeziku. To so pa predmeti, ki jih običajno izvajamo tudi skupaj z študenti na Erasmus izmenjavi, se pravi tistimi študenti, ki pridejo na fakulteto iz tujine. Torej, kar je zelo fino tudi recimo za vas kot študente, se spoznate tudi s tujimi študenti, zgradite neke prijateljstva, greste potem tudi k njim na obisk, potujete po svetu in tako naprej. Izbirni predmeti, ja, so nujni v 2. in 3. letniku, 2 izbirna predmeta se mi zdi, Nataša, ne? Ja, odvisno od programa. Od programa, ne, ja. Na VS je v 2. letniku 1, pa v 3. letniku 2, na univerzitetnem pa mislim, da ravno obratno, medtem ko na upravni informatiki pa 2. V 2. letniku 2, 3. letnik 2. Še kakšno vprašanje? Smo mogoče kaj spregledali, mislim, da smo šli zdaj po vrsti čez. Vprašajte. Mogoče na tem mestu, če vprašanje ni bilo izpostavljeno, je bilo pa na prejšnjih informativnih dnevih glede možnosti bivanja v študentskih domovih, morda informacija za tiste dijake, ki boste prišli iz oddaljenejših krajev in se ne boste vozili na študij, pač pa boste iskali bivanje v Ljubljani. Razpis za prijavo za postelje v študentskih domovih bo išel nekje v drugi polovici junija, kot so povedali, in bo trajal v mesecu avgustu. In tukaj za Bežigradom, kjer se nahaja fakulteta za upravo, je tukaj eden, se v bistvu pravzaprav drži naše stavbe in če boste imeli srečo, boste lahko čez garažo v Copatah prišli na fakulteto, je pa čez cesto so še drug del študentskih domov, mislim, da so 3 ali 4 bloki, tako da ja, tudi to je možno, če boste zaprosili, da boste tudi v bližini tukaj fakultete prebivali, kolikor boste dobili prosto posteljo. Potem je pa tukaj status študenta je možno dobiti, seveda status študenta športnika je možno dobiti, če ste kategoriziran športnik.
vložite prošnjo neposredno po samem opisu ali ob opisu, priložite potrdilo o kategorizaciji, torej da ste evidentiran kot športnik pri OKS-u ali pri Nacionalni panožni zvezi in če ta pogoj izpolnjujete in na formularju obkrožite, katere prilagoditve bi želeli imeti in se vam status podeli za tekoče študijsko leto. In potem spet lahko obnavljate vsako študijsko leto. Na vprašanje, kateri študentski domovi so najbližji fakulteti, je pa Alja odgovorila, da je to dom FDV pa 4 domovi na Kardeljevi ploščadi. Še kakšno vprašanje z vaše strani? Smo že pri študentskih domovih, je prav, da povemo tudi, kako je s študentsko prehrano. V bližini fakultete so na voljo tudi restauracije, kjer študenti lahko pač se hranite z boni. Tukaj takoj zraven nas, torej v stavbi, pod stavbo FDV-ja je restauracija Šumi, potem je tukaj v bližini tudi Barbadona. Na ekonomski fakulteti je bila pred koronskimi časi odprta restauracija, enako tudi na pedagoški fakulteti, obe sta tukaj zraven, tako da teh možnosti prehrane je veliko, tudi kar se tega tiče. In tudi parkirišča so v bližini fakultete, sicer plačljiva, niso draga, če še to omenimo, vezano tudi na prejšnja vprašanja iz prejšnjih informativnih dni. Možnost parkiranja je v neposredni bližini fakultete, na zunanjem parkirišču ali pa v garažni hiši pod fakulteto. Fakulteta sama pa nima jedilnice, kot že rečeno, greste samo ven iz fakultete in po stopnicah in ste v restauraciji, ki je zraven fakultete. Še kakšno vprašanje? Zdaj, če športna vzgoja je. Tatjana, boš ti jaz odgovoriti? Športne vzgoje na fakulteti nimamo, je pa možno tako imenovane, se pravi, da v bistvu na Univerzi v Ljubljani, na fakulteti, ki ponuja športno vzgojo, izberete športno vzgojo in pri nas na fakulteti komisijo za dodiplomski študij zaprosite za to, da to lahko naredite, pa da se vam potem tudi prizna predmet športna vzgoja. Še kakšno? Kakšna je cena parkiranja, če si študent? Ne vem čisto točno, vem samo, da parkirnine niso drage, kolikor vem, je bila 60 centov je bila parkirnina na zunanjem parkirišču, če bi jaz pustila avto, ne vem, če je kaj znižano za študente, to ne vem, pa v garažni hiši pod fakulteto mislim, da je cena na uro 1 evro. Mogoče, če Alja ve, morda ima kakšne izkušnje, ne vem. Sicer pa ni draga parkirnina. Mislim, da parking pri ekonomski je manj kot 1 evro na uro. Res nisem ziher, ampak tako sem slišala od sošolcev približno. Mogoče kdo drug od študentov. Zagotovo ne gre za oderuške cene, kot so to, če greste recimo v bolnico, kjer plačate, mislim, da 2 evra, najmanj 2 evra na uro, tako da cene so dostopne in če boste prihajali z avtom, ni problem, sicer pa lahko pridete tudi s trolo. Povezava 6, 8 in 11 izstopite ali vstopite pa pri poslovni zgradbi Mercator ali če pridete po Vojkovi cesti, mislim, da je 14, nisem sigurna, skratka tudi te možnosti so, povezave s trolebusom. Hvala zdaj za vse te odgovore. Jaz bi predlagala, da se zdaj kar dijaki razporedite po naših breakout roomih, ki jih bomo pripravili oziroma jih odpiramo po študijskih programih in tam sta vam na razpolago tako skrbnik programa kot predstavnik študenta z te programske smeri in tam lahko v bistvu jih spet povprašate, kar vas konkretno zanima v zvezi s samim študijskim programom, z izkušnjami študentov. Nenazadnje se pa potem lahko tudi na ta osnovni link vrnete, ko boste tam zaključili, če boste imeli še kakšno bolj splošno vprašanje.
Tako da zdaj vas vabim, da v Zoomu izberete sobo in se tja pridružite. Jaz vam bi pa na tej točki rada rekla hvala lepa za udeležbo in pa za vaše zanimanje seveda in pa izrazila željo, da bi se odločili za pravo študijsko smer, izbrali pravi študij za vas. Hvala lepa.